Gluhota ni razlog, da ne bi živeli polnejšega življenja. Še posebej, odkar so v Sloveniji leta 1996 gluhi osebi prvič povrnili sluh s pomočjo polževega vsadka. 35-letna Izabela Juriševič je gluha od rojstva. Da je gluha, so ugotovili šele pri 2 letih, ko je zaradi vnetja mehurja pristala v bolnišnici. Pri 3 letih je dobila slušni aparat na obeh ušesih. Ti starejši imajo tudi slušni aparat, ki ima na vrvi so v ušesih. Se ne spomnim, kaj to iz tega obdobja. Mama mi je pravila, da preprosto jih nisem marala. Ko me je motilo, a sem jih prekrisla te vrviša, koliko vrvi so mogli se menjati zaradi mene. Ker se pravi tudi taki živahen otrok, ali sem me krila s rokami in mi padlo in sem mogla to popraviti. S časom sem pogruntala, da res jih rabim, da lahko zaznavam zvoke v okolici in okoli sebe. S časom sem to sprejela slušni aparat kot del mojega življenja, kajti pri slušnih aparatov nisem razumela, ne slišala teh zvokov. Izabela se je za polžev vsadek odločila šele, ko je šla na fakulteto in ni mogla več slediti predavanjem. Ko sem šla na fakulteto prvi letnik, tu pa je bil velik šok zame, predvsem v predavalnici. Ker nas je prav veliko študentov in predavatelj, ki je govoril, tu pa sem težko sledila. Kajti sem prav navajena, da berem z ust. Profesor se je vprašal, sprehajal, še prav sem mu povedala, da sem gluha, da berem z ust in naj bo pozoren name, da lahko spremljam pri predavanju. In tako s časom bi se razmišljala, ali bi ali ne bi. K sreči sem srečala Simono Drev in sem jo tudi malo vprašala, kako je s tem, ker je ravno tisto leto operirana. Sem jo prosila za kontakt, da nam izprosi, kako je s tem, kako poteka rehabilitacija in poslušanje. S časom pa sem pozabila na to. Potem pa ponovno jo vidim na kliniki, pa se jo vprašam. Je bila vse navdušena in mi je priporočila, njen oče tudi. Rekam, pa tu nimam kaj izgubiti, glede na to, da imam 100% izguba sluha. Se rekla, veš, izgube ne morem. Zato 1% ne obstaja. Što tako pogledamo. Jaz sem povedala stranišči, stranišča je bila navdušena, da sem se končno odločila za to, se pravi malo dvomih, tako pokraj bo. Operacijo sem imela konec marca. Po operaciji sem mi dali vsadek in sem imela 1 mesec rehabilitacije, pravi sem bila doma 1 mesec pošivana, da so mi zaselili šivi. In mesec seveda so bili prazniki, tako da se je malo podaljšano. Zato je bila komaj po 1 tednu v maju. In tako sem dobila zunanji del implanta. Me prav presenetilo, kakšen zvok je to. Je bil prav tak kovinski, ni bil ta pravi moj glas. Sprva mi ni bil to všeč. Sem mi rekla, da s časom se bom navadila in vsake 2 tedna, na 3 tedne in vsak mesec sem hodila v Ljubljano, da so mi spremenili program v poslušanju. Da vidijo jako ti zvoka. Ma se spomnim tistega poletja, ki me je tudi bolela glava, seveda, ker nisem bila vajena teh novih zvokov. Vse, kar sem slišala s slušnim aparatom, je povsem drugačen. Se pravi, je mnogo odtenkov te barve glasu čisto drugačen. Naprimer, mama, tata, partner, ko so govorili, čisto drugačen je bil njihov glas. To sem mogla navaditi na novo. Se spomnim, da med poletjem s prijatelji smo bili zunaj na terasi
Jaz gledam naokoli, kaj je ta svaka skozi, nekaj skrčata, nekaj, skozi je bil tak hrup. Se razmišljam, se rekla si, bom poskusila sama ugotoviti. Ni ta basen, ni ta vatnjak, se rekla, ma kaj ne ta svaka, gledam naokoli sebi. Pa vprašam partnerja, mi pravi, da so skrčati. To so taki svarki, spišijo te svake še spoleti. Jaz pa prav presenečena. To so taki svaki, ki nisem jih nikoli slišala pred operacijo. To mi je prav same novo, to si vetje, se prav vesela, wow, to je nova potrošnja. Drugi so mi rekli, srečna teta Sišita, nam je gre tako na živce. Jaz mi se smejala. In šla sem se navadila na te svake in mi je prav v užitek. Zdaj, ko pogledam vsa ta leta nazaj, res sem vesela, da sem se odločila za to. Zakaj? Ker pri predavanju nisem mogla verjeti, ne takoj, šele kasneje, sem razumela kakšno besedo, sem bolj se razumela v skupini, v manjši skupini, na vajah. Našla sem sredino, tudi med pogovorom s prijatelji sem našla sredino in tudi prijatelji so mi rekli, da manj sprašujem, da ne sprašujem skozi kaj, sem mi rekel, povej mi še enkrat, tolikokrat so mi mogli to ponoviti, da je manj. In tu sem videla, da je bil res velik napredek s prosovnim vsadkom. Izabela je bila operirana leta 2007 in s polževim vsadkom živi že skoraj 14 let. Sedaj, res je, da smo v tem času korona, ki moramo nositi maske, sem bila res zelo presenečena, da koliko jih razumem. Med sodelavkami so uporabniki v službi, kakšne besede pa razumem, tako preproste enostavne stavke. Wow, to pa razumem. A jaz sem, ko bi rekla, jaz od rojstva sem nosila slušne aparate, imam še več v mislih, da berem sust. To pa si bi rekla, to je stvar navade. S masko pa sem mogla se prav potruditi in se prisiliti, pozorno poslušati, ker to mi res ni lahko. K temu sem mogla se prisiliti, poslušati in zdaj, te pa kmalu eno leto, odkar nosim maske, da res wow. Se pravi, res je naporno to poslušanje. Izpostavim primere. Po službi, ko pridem domov, sem popolnoma utrujena. Zato, ker to zahteva od mene, da se pozorno poslušam, osredotočam na svake, ki se dogaja okoli mene. Ko ni bilo teh mask, pa sem lahko šla skozi. Izabela je povedala, da je bilo zanjo pomembno, da je starša zaradi gluhote nista obravnavala drugače od drugih. Zato slišečim staršem, ki imajo gluhe otroke, svetuje naslednje. Ko dobijo gluhega ali naglušnega otroka ob rojstvu, bi jim svetovala, da si prvo poiščejo pomoč v društvo gluhih in naglušnih ali pa zveza gluhih in naglušnih. Predvsem pomembno je, da sprejmejo otroka tako, kot je. Kajti vsi otroci to čutijo. Jaz se spomnim občutka, da nisem čutila drugačna od ostalih, ker starši so mi dali vedeti, da sem tako, kot sem in me sprejemajo. In zato mi je bilo naše. To samo je bil veliki plus. In tudi drugim so povedali, da sem gluha, da ne slišim dobro, da naj povejo v prasen, so mi želijo kaj povedati. Izabela se je odločila samo za en polžev vsadek in sicer na desnem ušesu. Na levem še vedno nosi slušni aparat. Ne vidim potrebe po temu, skoraj ne ravno enakovredno, skoraj približno slišim teh zvokov. Meni je všeč, da imam na tej strani previsoke frekvence, na slušni aparat pa nizke srednje frekvence. Da lahko bi rekla, da ja imam vse zvoke v okolju. Jaz rajši povem, da
zaznavam okolje. Besede slišati, to pomeni, da razumem popolnoma vse preko radia. Preko radia ne razumem popolnoma vse. Razumem, kakšno tu in tam besedo. Take preproste stavke, še pripletavke, besede ali take zahtevne članke, tako ki berejo, pa ne bi razumela dobro. Pri polževem vsadku je po vstavitvi oziroma operaciji potrebna dolgotrajna rehabilitacija. Nisem odločitev za polžji vsadek, ker k temu tudi prinese dosti vaj pri poslušanjih različnih zvokov, novih zvokov, k temu je treba biti pripravljen, se pravi na novo poslušati. In seveda biti krajšen za to in pripravljen na vse. Ampak, že bi se odnošili za to, ne bi bilo jim sam. Samo morajo dosti delati vaje na tem poslušanja. Ker to dolgotrajne vaje, jaz se smere pravim, ta vaja te ne mojstra. Še se da bi meni rekli, to pa sem zaključila s vajami preko poslušanja z implantem, ne ni res. Še se da še vedno si všim. Izabeli je polžev vsadek življenje močno spremenil na bolje. Življenje s polževim vsadkom se mi je spremenil na boljše. Še posebej zato, ker imam dva majhna otroka, ki sta živahna in igriva skozi v akciji, ne morete biti pri miru, ko govorita. Polžji vsadek mi omogoči, da lahko jo razumem. Da rabim jo stokrat vprašati, kaj si mi rekla, kaj hočeš povedati. S polžjim vsadkom, ko nekaj povedati, rabim nekaj trenutek, da dojamem splošino, tega si hotela. V redu, s polžjim vsadkom na splošno, v službi mi je naše, ker lahko jih razumem, še posebej uporabnike, sodelavke. In zasebno tudi, ker sem omenila o otrocih, in partnerja tudi, predvsem širša okolica. Tudi v trgovini, ker moramo nositi masko v zaprtem prostoru, nisem si mislila, da bom lahko razumela. Izabela starše gluhih otrok ali odrasle, ki želijo spet slišati, spodbuja, naj se po nasvet obrnejo na uporabnike polževega vsadka. Danes živimo v modernem svetu. Vse te informacije o polževem vsadku lahko dobimo preko interneta. Tudi lahko preko Facebooka, tudi kakšni starši me kontaktirajo. Me vprašajo o polževem vsadku, kako to poteka, jim se želim pomagam. Sem imela še dosti takih dogodkov. In jim povem, kako to izgleda, kakšna je ta služna pot in kako poteka operacija, vse ostalo. Lahko se obrnejo name ali pa na uredno kliniko, ki imajo te informacije, ali pa na društvo gluhih oziroma te trgovine, ki prodajajo slušne aparati in implant, rezervni deli. Jaz merim, da največ izkušenj lahko poda uporabnik s polževim vsadkom. To največ šteje iz prve roke, da pove. Izabela živi v obeh svetovih, v svetu gluhih in v svetu slišečih. Tudi imam gluhe prijatelje, že od majhnega, ker smo skupaj hodili v Portorož na govorne slušne vaje. Res je, da v Portorožu nismo imeli znakovnega jezika, tam smo imeli samo govor. Tam smo se družili, se izmenjavali izkušnje z gluhimi in neglušnimi. To je zelo pomembno v tej družbi. Ker sem tukaj videla dva svetova. To pomeni gluhi svet in slišeči svet. Ker v tem slišečem svetu, tam me ne bi razumeli, kako je biti gluh. V gluhem svetu pa me razumejo. Zato sem to lažje temu posvetila. Da sem tam lahko se izmenjavala izkušnje. Mi bilo lažje v tem skozi življenje. V slišečem pa težko.
Ja, naprimer, tisti, ki imajo otroke, bojo lažje razumeli, kaj je otrok. Zdaj izmenjavamo mnenje. Primere. Tako jaz pri gluhemu isto. To je zelo pomembno, biti del življenja, del skupnosti gluhih. Še vedno sem z njimi v stiku in tudi uporabljam kretnje. Z veseljem spremljamo zgodbo gluhe ženske, ki s tako lahkotnostjo preklaplja med slišečim in gluhim svetom. Da bi bilo še več takih pozitivnih življenjskih zgodb.